Spoštovane, spoštovani. Doktor Mrzlekarjeva je rekla, da ima tremo, tudi jaz jo imam, ker je res že nekaj let, kljub temu, da smo se srečevali preko ekranov, ampak vendarle nekaj let je preteklo, odkar smo se nazadnje videli in slišali v živo. Zato sem danes še toliko bolj vesela, da sem tukaj z vami in prepričana, da bomo skupaj nabrali ogromno novih, uporabnih informacij, v prvi vrsti pa potrditev, da narava resnično ponudi vse, kar potrebujemo. Če se ozremo nazaj v zgodovino, že od nekdaj so se ljudje zavedali pomena zdravilnih rastlin. WHO, torej Svetovna zdravstvena organizacija, kaže ene podatke, da približno 90% ljudi nikoli ni imelo dostopa do zdravil, do nekih modernih pripravkov, ki jih mi kličemo zdravila, in tako so se na nek način primorani zanašati zgolj na to, kar narava ponudi. In tekom celotne zgodovine so oni to spoznavali, to modrost prenašali iz roda v rod in tako narava, naravni pripravki ostajajo njihova prva izbira. Za moderni svet pa bi lahko rekli, da tudi znova postajajo naša izbira in nekaj, kar lahko telesu pomaga. Torej, če v zgodovini ljudje niso imeli dovolj izkušenj, informacij o tem, kako bi posamezno rastlino lahko uporabili, so se zgledovali po živalih. Te so namreč nagonsko poiskale neko rastlino, takrat, ko so bile bolne, ko so se slabo počutile, in ta rastlina jim je pomagala ozdraveti. In na te starodavne modrosti se še vedno naslanja Kalivita, s tem, da z uporabo modernih tehnologij ustvarja nove produkte, ki nam pomagajo zasijati. In ravno to, ta sij, je naslov današnjega predavanja, našega današnjega druženja, in tudi mi bomo danes skupaj iskali pot do sijaja. Mnogokrat smo zmotno prepričani, da zasijemo zaradi lepe obleke ali pa mojstrsko nanešenih ličil, a tista prava lepota prihaja od znotraj. Prihaja iz naše notranjosti, iz našega miru, sproščenosti, dobrega počutja, nenazadnje iz našega zdravja. Če želimo ustvariti eno sproščenost, mir, lahko začnemo s pomočjo ekoloških eteričnih olj. Torej, kadar govorimo o eteričnih oljih, smo več ali manj prepričani, da prinašajo samo prijetne vonjave. A temu ni tako. Namreč imajo tudi številne druge blagodejne učinke, tako na naše počutje, na sprostitev, lepoto in sijaj. Vsa 3 Kalivitina olja, ki so bila lansirana v tem vmesnem času, ko se nismo srečevali, torej olje limone, olje sivke in olje kadilne bosvelje, nosijo certifikat ekološke predelave, kar pomeni, da so rastline oziroma sestavine, iz katerih so ta olja ekstrahirana, pridelane brez kemikalij, brez škropiv, umetnih gnojil, ki bi jim povzročala škodo. Prav tako so naravna, pomeni izdelana iz naravnih, sveže nabranih rastlin, ki so pobrana takrat, ko so na primerni stopnji zrelosti, vsebujejo veliko aktivnih učinkovin, so 100% čista, torej nerazredčena, brez nekih sintetičnih nadomestkov, polnil, dodatkov in dopolnil, ter uporabna za širšo populacijo ljudi. Torej za vse tiste, ki želijo na naraven način poskrbeti za zdravje in dobro počutje. Kalivitina ekološka eterična olja lahko uporabljamo na več načinov. Lahko jih nekaj kapljic dodamo v inhalator in jih uporabimo za inhalacije. Bomo kasneje tudi slišali, zakaj, ker zelo dobro tudi protivnetno delujejo. Lahko jih uporabljamo za aromaterapijo, naj si bo v razpršilniku, v savni, v parni kopeli, lahko pa jih nanašamo tudi na kožo. Vendar, kadar prihajajo v stik z našo kožo, naj bodo primerno razredčena z nekim osnovnim oljem.
Na koži jih lahko umasiramo, vtiramo ali pa jih dodamo zgolj kot dodatek toplim ali hladnim obkladkom. Eterično olje sivke je najpogosteje uporabljeno, kadar smo v stresu. To poznamo, ne? Če si vznemirjen, če ne moreš zaspati, naj ti pomaga sivka. Res je, izvleček sivke lajša stres, sprošča napetost, preganja glavobole in tudi blaži migrene. Zelo pomembno je tudi to, da pospešuje celjenje, kadar se srečujemo z nekimi ranicami na koži, deluje pa tudi antiseptično in protivnetno. In zato ga lahko dodamo k inhalacijam, tudi kadar se srečujemo z izzivom kašlja. Eterično olje limone, po njem posežemo takrat, ko smo na tleh, ker nam da eno novo energijo, nas dvigne, poživlja, preganja temne misli, daje eno mentalno svežino, torej krepi mentalne sposobnosti, izboljša koncentracijo, daje boljši fokus in tudi olje limone poskrbi, torej se bori z nami proti okužbam. Tako proti virusom in tudi proti bakterijam ga lahko uporabimo. Olje kadilne bosvelje pa je bilo čez celotno zgodovino, v bistvu že v antiki so ga ženske prepoznale kot eliksir mladosti in so ga uporabljali predvsem v lepotne namene. Danes pa vemo, da poleg tega, da ohranja mladosten videz, sprošča, tudi preganja utrujenost, prinaša duhovno pomladitev, pa tudi antimikrobno deluje proti vsem mikrobom in lajša slabost. Nekaj besed namenimo še shranjevanju eteričnih olj in roku uporabe. Če so olja primerno skladiščena, torej shranjena v originalnem pakiranju, v zatemnjeni steklenički z dobro privitim pokrovčkom, shranjena v hladnem prostoru, kjer ni direktne sončne svetlobe, so uporabna do 5 let. Eterično olje limone do 3 let, olje sivke in eterično olje kadilne bosvelje pa do 5 let. Ko pa je steklenička enkrat odprta, ko olje pride v stik z zrakom, pa je priporočljivo, da se uporabi v roku leta pa pol. Ob odprtju stekleničke namreč pride do stika z zrakom. Olje se sreča z zrakom, kar povzroči, da eterično olje oksidira. Sproži se proces oksidacije in zaradi tega procesa lahko eterično olje spremeni vonj, lahko se spremeni viskoznost, tudi učinkovitost proti raznim tegobam se zmanjša, za telo pa lahko takšna olja ob uporabi postanejo preveč dražeča ali pa kožo celo poškodujejo. Previdnost pa nikoli ni odveč. Sicer je uporaba eteričnih olj varna, vsaj dokler upoštevamo navedena priporočila uporabe. Eterična olja se uporabljajo samo za zunanjo uporabo, torej niso primerna za uživanje peros oziroma za prehrano, da bi jih mešali nekim napitkom. Vedno jih moramo hraniti izven dosega otrok, kljub temu, da imajo olja te varnostne zaklopke, da moraš se malo pomatrati, da jih odpreš, otroci to vse odprejo. Tako da z tega vidika je smiselno, da jih resnično shranimo tja, kamor otroci ne dosežejo. In kadar jih uporabljamo za nanašanje na kožo, jih vedno razredčimo z osnovnim oljem. Kot osnovno olje lahko izberete olivno, jojobimo, mandljevo, orehovo, pač karkoli ustreza tudi tipu in potrebam vaše kože. Rešijo se pa nekje 1 kapljica na 10 ml osnovnega olja. Seveda, glede na kožo, glede na stanje vaše kože, lahko te odmerke tudi malo povečate, vendar ne gre pretiravati. Uporaba v nosečnosti in v času dojenja se načeloma odsvetuje, saj zaradi etičnih razlogov nimamo na voljo nekih konkretnih študij, na katere bi se lahko oprli, ki bi potrdile ali ovrgle, da je uporaba eteričnih olj v tem času varna. Vemo pa, da eterično olje limone zelo učinkovito lajša tegobo, jutranjo slabost. Tako da nekatere nosečnice se tudi tega poslužujejo. Izogibamo pa se uporabi pri majhnih otrocih, torej pri mlajših od 8 let, zato obstaja več razlogov. Prvi razlog je ta, da otroci
zelo intenzivno doživljajo vonjave. In uporaba eteričnih olj, tudi če jih uporabljamo v razpršilniku kot aromaterapijo, lahko otroke zelo, zelo vznemiri. In drugi razlog je ta, da je koža pri otrocih zelo občutljiva in bi lahko z nanašanjem eteričnih olj, tudi če so razredčena, kožo razdražili ali pa celo poškodovali. Ko smo sproščeni, mirni, umirjeni, se prileže tudi malo razvajanja. A ne brez Organic Care Body Scrub peelinga, ki ponudi luksuzno izkušnjo v intimi lastnega doma. Koža je po uporabi tega produkta globinsko očiščena, osvežena, navlažena, mehka, pomirjena, pa ne samo to. Peeling za telo kožo spodbudi k obnovi, pospeši razstrupljanje in tudi izboljša razpoloženje, že s tem, ko vemo, da smo nekaj naredili za svoje telo, vse to pa podkrepi še prijeten vonj proizvoda. Mehanski peeling, torej za odstranjevanje odmrlih delcev kože, najprej poskrbijo riževi otrobi, drobno zmlet prah listov oljke in prah lubja oljke. Zaradi majhnih delcev, torej ker so res na fino drobno zmleti, je peeling izjemno nežen, prijeten, kože ne draži, niti ne poškoduje. Za dolgotrajen prijeten občutek po peelingu pa poskrbijo tudi ostale sestavine. Najprej je tukaj hialuronska kislina. Ta je dodana v 2 različnih molekulskih masah. Tista z manjšo molekulsko maso lahko prodira globje v kožo in jo vlaži od znotraj, tista z večjo molekulsko maso ostaja na površini kože in jo vlaži od zunaj. Potem je tukaj še aloe vera, ki je v bistvu, jo poznate, ena taka sluzasta sestavina, ampak tudi ta kožo navlaži. Karitejevo maslo in olivno olje, ki sta dodana, pa kožo tudi nahranita. Za dvig energije, kot sem že rekla, poskrbi vonje citrusov oziroma pomaranče in za pomirjenost vonj sivke. Peeling je priporočljivo izvajati 1 do 2-krat tedensko, torej vsake 3 do 4 dni, ampak vedno samo na zdravi, nespremenjeni, nepoškodovani koži. Za kožo na obrazu in dekolteju lahko poskrbimo z intenzivnim, koncentriranim serumom Organic Care Elixir. Organic Care Elixir je lahke strukture, z lahkoto se vpija, nežen, koži prijazen in po nanosu kožo intenzivno, globoko navlaži. Napolni kožo, jo naredi sočno, napeto in poskrbi, da koža zasije. Tudi tukaj, tako kot v body scrubu, za vlaženje poskrbi aloe vera, ki prinaša tudi minerale, kot sta selen in cink, magnezij, ter vitamine A, C in E. Vsi ti, vsak po svoje, pomagajo, da koža zasije. Pomagajo že s tem, ker so med drugim tudi antioksidanti in na ta način v bistvu zmanjšujejo ta oksidativni stres, ki ga mi v bistvu v vsakem trenutku ga naša koža doživlja. Potem je tukaj še glicerin in hialuronska kislina, tudi tukaj je dodana v 2 različnih molekulskih masah, ki kožo izdatno navlaži. Eliksir je primeren za vse tipe kože in primeren za vsakodnevno uporabo. Priporočeno je, da se ga nanaša zjutraj, po jutranjem čiščenju kože. Če se pa srečujete z zelo mastno kožo, lahko ta eliksir uporabljate tudi zvečer, torej po večernem čiščenju kože, in dame zelo dobro se spaja z vsemi ličili, ki jih v tem času uporabljamo, kar pomeni, da potem po nanosu se pudrček ne svaljka in naredi eno tako res dobro osnovo, da koža ostane navlažena in sijoča tudi pod slojem ličil. Če se nam pa vendarle pripeti kakšna neprijetnost na koži, lahko uporabimo naravni švicarski zeliščni eliksir Herb8 Plus.
To je sicer kozmetični izdelek vrhunske kakovosti, ki bo rešil marsikatero dogodivščino. Kot sem že rekla, 100% naraven in ima izjemno širok spekter uporabe čez vse leto. V njem je združenih 53 različnih zdravilnih učinkovin, primeren za vso družino, tega lahko uporabljajo tudi nosečnice in mlade mamice, in v zelo praktičnem pakiranju. Namreč, najprej je tule steklenička 300 mililitrska, v kateri je zeliščni eliksir, potem pride pa v paketu še 3 manjše razpršilne stekleničke, ki jih lahko polnite vedno znova in tako lahko eliksir uporablja istočasno celotna družina. Ker pa se eliksir nanaša izključno s pomočjo razprševanja, torej s pomočjo pršenja, je izključena kakršnakoli možnost navzkrižne kontaminacije. Na naslednjih 3 drsnicah imamo našteta vsa zelišča, ki so uporabljena v eliksirju. Tako da boste videli, da jih je kar nekaj. Nekatere rastline so uporabljene v celoti, pri nekaterih pa le posamični deli. Ali gre za list, korenino, cvet, semena, sadež ali pa samo zel. Izkušnje in različne študije kažejo, da imajo posamezne zdravilne rastline, posamezne zdravilne učinkovine in njihove kombinacije tudi različne pozitivne učinke na naše počutje in na naš izgled. V prvi vrsti je ta, da pospešuje celjenje ran. Tudi tistih bolj zahtevnih, kot so na primer preležanine, razjede, tudi razjede ustne sluznice oziroma afte, ki jih ob takrat, ko se nam sesuje imunski sistem, pogosto zaznamo, da o odrgninah, udarninah, vrezninah, opeklinah, naj si bodo sončne ali kuhinjske, ne govorimo. Zelo dobro ga je imeti pri rokah tudi takrat, kadar se soočamo z žulji, mehurji, zaradi tega, ker zelo lepo blaži in pospešuje, da se ti zacelijo. Še ena stvar je bila odkrita v povezavi s tem, kadar imamo neke hematome zaradi udarnin, to sicer ni odprta rana, je pa vseeno poškodba tkiva, masaža z Herb Aidom pospešuje razgradnjo hematomov. Ob uporabi zeliščnega eliksirja se lahko nadejamo, da se bomo tudi izognili okužbam z različnimi virusi, bakterijami, glivicami, torej preprečuje okužbe in vnetja, če pa je vnetje že prisotno, ga blaži. Ali gre za afte, akne, glivične infekcije, tudi pri šenu se je zelo dobro izkazal in pri herpes zosterju, pri artritisu in nenazadnje tudi pri hemoroidih in krčnih žilah, ki prav tako izhajajo iz naslova vnetja. Ob vseh poškodbah se zelo pogosto srečamo z bolečino, tudi v boju proti tej nadlogi si lahko obetamo pomoč, ne glede na to, ali gre za zvin, artritis ali pa pik kakšnega bolj agresivnega insekta. Če se soočamo s kolikami ali menstrualnimi krči, lahko boleče mesto nežno zmasiramo z mešanico zelišč in krči začnejo počasi popuščati. To je dokaj dobra rešitev tudi za tiste starše, ki noči prebedijo ob kričanju otrok. Ob pekočih bolečinah, ki spremljajo pike, razjede, vnetja in poškodbe, lahko prizadeta mesta ohladimo z eliksirjem, torej nekajkrat poškropimo, če ustreza, lahko rahlo pomasiramo in počakamo na učinek. Tudi vodo odvaja iz telesa, in kadarkoli se soočamo z otekanjem tkiv, naj si bo to zaradi popuščanja krvnih žil pri otečenih nogah, otekline zaradi pikov ali pa zaradi poškodb, z nežnim masiranjem pospešimo odvajalni učinek iz prizadetih delov telesa. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da Herb Aid Plus poskrbi tudi za lep sijoč videz naše kože. Na prvem mestu gladi gubice.
Med vsemi temi zdravilnimi učinkovinami so tudi take, ki dokazano zgladijo gubice oziroma jih zmanjšajo in upočasnijo njihov nastanek, pa tudi pomaga pri tem, da briše starostne pege. Torej z leti se določeni predeli naše kože zaradi vseh procesov, skozi katere gre naše telo, se lahko določeni deli kože obarvajo in tukaj tretma s Herb Aidom pomaga, da se te madeži vsaj zmanjšajo, če ne izbrišejo. Prav tako spodbuja tvorbo kolagena in s tem pomaga v bistvu, da so gubice manjše. Gospodje, pomiri kožo po britju, tako da si ga lahko privoščite, če drugače ne v teh situacijah. Tudi pospešuje rast las in zmanjša izpadanje. Pomaga v boju proti ušem in prhljaju in nenazadnje tudi nevtralizira neprijeten vonj telesa zaradi potenja. Z tega naslova, ker v bistvu uničuje te bakterije, ki se ob potenju razmnožujejo in one so tiste, ki v bistvu povzročijo ta neprijeten vonj. Uporabljamo ga tako, da spremenjeno mesto poškropimo z razdalje 8 do 10 centimetrov. Preventivne namene to počnemo 2-krat dnevno, kadar pa se soočamo z nekimi drugimi izzivi, lahko uporabljamo Herb Aid tudi večkrat dnevno oziroma po potrebi. Lahko ga uporabljamo razredčenega ali nerazredčenega, zopet odvisno od stanja naše kože oziroma občutljivosti. In podobno kot eterična olja, tudi zeliščni eliksir je namenjen samo za zunanjo uporabo, vendarle pa obstaja izjema, kadar gre za vnetja v ustni votlini, ga lahko varno poškropimo tudi po ustni sluznici. Zakaj izbrati Herb Aid? V prvi vrsti zato, ker je 100% čist in 100% naraven. Vse rastline, vsa zelišča, ki so prisotna v tem proizvodu, so zelo pazljivo obrana v času najbolj optimalne zrelosti. In potem so pripravljena po tradicionalnem postopku. Očiščena, uporabljena samo tisti deli, za katere vemo, da pozitivno učinkujejo. Zelišča se potem položijo v ene posebne posode in se prelijejo z mešanico prečiščene vode in 37% alkohola. In potem se to namaka, macerira 18 do 24 dni. V tem času alkohol ekstrahira zdravilne učinkovine. Po zaključeni ekstrakciji se s pomočjo posebnih, zelo natančnih aparatov tudi izmeri vsebnost učinkovin in šele takrat, ko je potrjeno, da zadeva deluje, se polni v stekleničke, ki pridejo do nas. Ne glede na to, kaj počnemo za svoj sijaj, peeling, kremice, umirjanje, pa opažam, da vedno zasijemo najbolj takrat, ko sijejo tudi naši najdražji. In v prvi vrsti so to naši malčki, zato sem danes v to predstavitev vključila tudi Gummy Kids, torej multivitamine za otroke, ki so bili ustvarjeni z željo, da bi jih otroci z veseljem uživali in nam staršem pomagajo, da ni potrebno, da se vsak dan borimo s tem, da otrok poje žličko ali pa 2 zelenjave. Po izgledu gumiji spominjajo na neko drugo sladico, za katero vemo, da jo otroci z lahkoto prežvečijo. Tudi Gummy Kids so dobro žvečljivi, za kar poskrbi dodana želatina. Okusni so, vemo, da vsi vitamini za otroke niso zelo okusni, tile pa so, mogoče celo preveč, ker jih otroci kar naprej hočejo jesti. Z okusom po jagodi in jabolku, naravni, tudi po barvi, brez nekih dodanih aditivov, saj so obarvani s pomočjo korenčka, izvlečkom črnega ribeza in buče, ter bogati po svoji sestavi. In ravno zaradi tega, ker so tako bogati, niso primerni le za otroke, pač pa tudi za tiste, ki imajo izziv z uživanjem tablet, torej s požiranjem.
Vsebujejo različne vitamine, dodana pa sta tudi jod in cink, kar je v bistvu posebnost, saj velika večina pripravkov za otroke ne joda, ne cinka nimajo dodanega in to zopet dvigne kakovost gumijev na en nov nivo. Zakaj otrokom ponujati Gumikids? V prvi vrsti zaradi tega, ker so brez sladil. Uporabljen je sicer sladkor, ki da ta prijeten okus, ampak res v minimalni vrednosti, minimalna količina, tako da zaradi tega otroci ne bodo bolj živahni ali pa celo hiperaktivni. Gumikids, kot sem že rekla, so brez umetnih barvil, tudi brez umetnih arom, brez gensko spremenjenih organizmov in ne nazadnje ne spodbujajo oziroma povzročajo alergij. Gumije lahko uživajo otroci daljše časovno obdobje ali pa v krajšem, občasno. Nisem še srečala otroka, ki bi rekel, danes pa ne bom, ponavadi se vse te krajše akcije tudi podaljšajo v daljše obdobje. Primerni so v bistvu za vse otroke, pogoj pa je, da preden ga ponudimo otroku, da ta zna že dobro žvečiti. Tako da pri tistih najmanjših je vendarle potrebno malo z zadržkom. Do 4. leta lahko dnevnim potrebam zadostimo z enim bonbonom, starejšim otrokom lahko ponudimo 2. Ampak na tem mestu želim vseeno poudariti, niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano. Tule je še vedno treba poskrbeti, da otroci raznovrstno in zdravo jejo. Ne glede na to, po kateri poti boste krenili do svojega sijaja, katere tretmaje boste uporabljali, pa vas prosim, vas povabim, da ne pozabite na hidracijo. Namreč sijaj bo popoln šele takrat, ko boste dobro hidrirani. In če boste pri skrbi zase tako vztrajni in fokusirani, kot ste danes pri poslušanju, boste kmalu zasijali vsej svoji lepoti. Hvala za pozornost in vam želim vse dobro še naprej.